Lizbonska strategija poleg razvoja konkurenčnosti temelječega na znanju med prednostne cilje postavlja trajnostni razvoj in večjo socialno kohezivnost evropskih družb. V iskanju rešitev za trajnostni razvoj evropski prostor sprejema socialno podjetništvo kot novo orodje za večanje socialne kohezije. Socialno ekonomijo sestavljajo gospodarski akterji, ki kot ključni motiv ne postavljajo dobiček, ampak družbeno dobro in se odvijajo v različnih pravnih oblikah, kot so kooperative, združenja, vzajemne družbe, ustanove ter socialna podjetja. V zares želimo, da se Slovenija tudi na tem področju približa Evropski uniji, kjer socialna ekonomija zaposluje 9 milijonov ljudi in ustvarja približno 10% družbenega proizvoda, medtem ko njen razvoj v vseh tranzicijskih državah in tudi pri nas znatno zaostaja. Pri tem ne gre le za izgubljene priložnosti zagotavljanja boljših pogojev za življenje in delo najbolj ranljivih ciljnih skupin prebivalstva, temveč preprosto za drugačne podjetniške vrednote, ki temeljijo na socialnem kapitalu in na vzajemnosti in so usmerjene v izboljšanje dela in življenja vseh ljudi ter v izboljšanje okolja. Za sistematično podporo razvoju socialnega podjetništva in promociji družbene odgovornosti podjetij se v zares zavzemamo, ker verjamemo, da predstavlja inovativno pot do večje socialne pravičnosti in višje stopnje socialne vključenosti ljudi, ne da bi trpela konkurenčnost gospodarstva. Zato, ker omogoča nove poti, na katerih klasično socialno državo nadomešča civilna družba. Zagotavlja usposabljanje in delo za dolgotrajno brezposelne in ciljne skupine s posebnimi potrebami in s tem predstavlja možnost, da pasivne socialne transfere postopno preusmerimo v socialne investicije in ljudem omogočimo trajne poti izhoda iz revščine in socialne izključenosti. Skozi razvoj pravične trgovine in etičnega bančništva, novih socialnih storitev ter skozi nove poslovne modele upravljanja z naravno in kulturno dediščino in okoljem odpira nove zaposlitvene priložnosti tam, kjer jih klasično podjetništvo ne zazna. Prispeva k trajnostnim rešitvam poseljenosti podeželja. Zavedamo se, da Slovenija namesto tajkunskih zgodb potrebuje nove vrednote in novo ustvarjalno, a socialno in okoljsko občutljivo podjetniško kulturo. Zato v zares želimo izboljšati socialni dialog in vnesti nove vrednote poslovanja v socialni sporazum ter zagotoviti hitrejše uvajanje standardov družbeno odgovornega podjetništva. Aktivno promovirati družbeno odgovorna podjetja z upoštevanjem prednostnih kriterijev pri dodeljevanju državnih pomoči in javnih naročil. Sooblikovati strategijo razvoja tretjega sektorja in razvoja socialnega podjetništva, ki bo definirala potrebne spremembe pravnega in fiskalnega okolja, potrebne za učinkovitejše delovanje tretjega sektorja, še posebej socialnih podjetij, aktivno vlogo vlade pri vzpostavljanju partnerskega sodelovanja s tretjim sektorjem, uporabo evropskih strukturnih skladov za razvoj sklada za socialne inovacije in promocijo razvoja tretjega sektorja, javno-zasebnega sklada za socialno-podjetniške naložbe in etičnega bančništva. Pospešen razvoj sistemov pravične trgovine, prodaje proizvodov in storitev proizvedenih v okviru socialnih podjetij in pri ekoloških predelovalcih hrane. Pospešeno uvajanje socialno-podjetniških modelov upravljanja in ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter ohranjanja poseljenosti podeželja. S tem želimo vzpostaviti podporno okolje, v okviru katerega bo tretji sektor spodbujen, da v obdobju naslednjih 5 let doseže povprečno stopnjo razvitosti v EU. Želimo omogočiti, da bodo skozi lokalne oskrbne skupnosti, ki bodo delovale po principu pravične trgovine, pridelovalci ekološke hrane prišli do poštenega plačila, uporabniki pa do kvalitetne, a cenovno dostopne ponudbe hrane. Želimo doseči, da bodo vsi napredni podjetniki in lastniki kapitala v Sloveniji aktivno vključeni v razvoj okolij, v katerih delujejo, in da bodo del svojih kompetenc in kapitala po vzoru podjetnikov v svetu, kot sta na primer Bill Gates, Jamie Oliver ali Oprah Winfrey, namenili za razvoj socialnih podjetij. Zadnji čas je, da Slovenija ujame razvojni korak z EU tudi na tem področju.